ko govoriva o digitalizaciji, zdaj z izjemo umetne inteligence, tega se bova dotaknila malo kasneje, to pomeni kaj? O kakšnih Da recimo procesih se pogovarjava? papirjev ne shranjujemo fizično, ampak gre toliko dokumentov preko nekega dokumentnega sistema. Da se ne podpisuje na roke, ampak se podpisuje digitalno. Da obstajajo namenska orodja, ki olajšajo spremljanje toka dela. Ne? Take stvari, tega je ogromno. Ko smo po našem mnenju, zdaj denimo, da nismo lastnik nekega podjetja, ampak smo delavec ali pa smo nekdo, ki hodi v službo in se nam zdi, da smo na robu svojih zmožnosti. To, kar sva rekla, da bi verjetno 90% naših poslušalcev glasovalo, da to je njihov primer, a ne? Kaj lahko takrat še naredimo, zato da se pogovarjamo o večji učinkovitosti? Ena stvar je odvisno, v kakšni organizaciji delaš. Večja organizacija ponovadi bolj togo je, kaj sam smeš početi, pa česa ne smeš. Ampak če delaš v organizaciji, kjer je možno nekaj delati glede svojega, je smiselno si vzeti en del časa in razmišljati o tem, kako jaz delam in zakaj jaz to delam. Ne? Bom dal primer spet doma likanje perila. Ne? Moja mama je likala, od moje žene mama je likala, midva pa ne likava. Ne? Jaz nisem imel zlikane cote že 20 let. Sploh ne likate svojih oblačil. Ja. Ne gre za to, da date likati nekomu tretjemu. Ampak oba imava take službe, ki nama, ali pa sva si vzela to pravico, da nam da tega pač ne počnemo in pač ne počnemo. Zdaj pa lahko bo kdo rekel, da so zmečkana pa umazana ali pa ne vem kakorkoli, ampak časa imamo pa precej več, ne, zaradi tega. Pa tega je še ogromno. In to vrstnega, zakaj sem dal to likanja? Ker tega likanja v firmah je stvari, ki jih lahko vzameš ven iz procesa in se vrednost, ki si jo na koncu naredil, nič ne spremeni, temu strokovno rečemo odpadek ali waste po angleško. In tega je ogromno. Nekih korakov, ki nobene vrednosti ne dodajajo. A je med temi odpadki, a so sestanki med drugim? Absolutno, sestanek je, če greva skozi te glavne skupine, torej neproizvodnih podjetij, je prvi vir odpadkov je komunikacija, maili, ne. CC-ji v mailih, pa BCC-ji v mailih, pa ne vem, ogromno tega. To je prvi vir, ogromen. Drugi velik vir je, ker ponavadi podjetja nimajo namenskega programskega orodja za delegiranje nalog in se zato uporablja mail, ki je izjemno neprikladen za to. In tretji zelo pomemben vir so sigurno sestanki. Sestanki, kjer porabljaš tone enega časa in enih udeležencev in se nekaj tam daje, v resnici gre pa velikokrat za prelaganje odgovornosti pa blefiranje, da smo zaposleni. Jaz se vedno šalim, pa to je dejstvo v slovenskih organizacijah veliko, je, da imaš samo 2 statusa na voljo v koledarju. Ne? Ali sem na sestanku, ali sem pa prost. Ne? Tretjega najpomembnejšega statusa ni, ki pomeni, da delam. Ne? Ja. Ampak to... Ko bi ravno tako rabo, ali pa največ zasebnosti, oziroma največ nemotilcev ravno v statusu delam, ne me motiti. Ne, ampak takrat, ko nisem na sestanku, lahko letava vse. Milijon stvari. Tudi recimo mail, ne, je tipična taka stvar, ki jaz pravim, da je dobro imeti urnik, kdaj greš mail pogledati. Ne. Ker če si skozi na voljo za maile, ne, bo pač ti nekaj preletel, te bo čisto iz tira spravil vsred tega, ki bi ti mogel biti nekje drugje. In mail ne sortira po pomembnosti. Te poletavajo tako in tukaj je, ne vem, mene so zelo fascinirali, francoske firme imajo to veliko, rečejo Jourfix, ki je glavna oblika komunikacije, so vnaprej predvideni 1-na-1 sestanki skozi teden. Ne. Šef ima predviden od 10 do 10:30 bom s tem lepo, to in to je vse po urniku, ne, in s tem rešiš ene komunikacije cel kup. Tako da, ampak tukaj gre, to se zdaj tako lahkotno sliši, tukaj govorimo o faktorskih možnostih za prihranek časa. V temole, kar se zdaj pogovarjamo. Ampak vendarle, a ni mogoče prav v tem izgubljenem času, zapravljenem času, največ priložnosti za razmišljanje, za to, da možgani grejo na pašo. Včasih rečejo, da na čik pavzah se rodijo najboljše ideje, da v bistvu ljudje vendarle rabijo neko obdobje tudi v delovnem času, ko lahko preprosto prihajajo do mogoče nekih prebojnih idej, ki jih ne bi dobili, če bi
bili ves čas v delovniku optimizirani na 100%. Tle je napačno razumevanje. Ne? Jaz nikoli ne poudarjam, jaz pravim, da se zneb brezveznih stvari, zato boš imel več časa biti idle, se pravi ne zaseden. Ker jaz ne poznam nikogar, ki je bil obremenjen z neumnostmi, pa je prihajal na dobre ideje. Ker ljudje imajo dejansko občutek, da takrat delajo in ni idej. Glavna diagnoza kjerkoli vodje, ki sem ga jaz srečal v Sloveniji v svoji karieri, je nimam časa biti pameten. In tukaj je, jaz pravim, da recimo predsednik uprave nekega velikega sistema mora imeti 2 sestanke na teden, ostalo mora biti pa frej. Zato, da lahko razmišlja o pomembnih stvareh. Če ga imam jaz skozi zasedenega, ne bo do ničesar prišlo. Jaz ne poznam nikogar, ki bi tekom lahko govoriva o tem, da medtem, ko sem travo kosil, ampak to je že skoraj malo meditacija. Ampak ko sem en Excel kopiral podatke iz enega polja v drugega, da sem takrat prišel do dobrih idej, tega ni. Ko se pa ta obremenitev malo zniža, ko imaš namenski čas za to, potem pa prihaja do tega, da prihaja do izboljšav pa inovacij. Ja. Jaz recimo opažam pri odvetništvu, pa je to samo ena od panog, verjetno je pri storitvenih dejavnostih na splošno tako. Prvi stik s strankami je, ljudje pričakujejo, lahko prosimo za sestanek. In jaz bi lahko 10 ur na dan, vsak dan preživela na sestankih, kjer sem šele na začetku, kjer se šele pravzaprav spoznavamo in še sploh se nismo začeli pogovarjati o tem, ali bomo sploh delali skupaj in na kakšen način bomo zadevo rešili. Torej, hočem povedati, da imamo v sebi integriran nek prvi impuls, a se lahko dobimo na sestanku. Se strinjam, ampak rešitev za to je pa, da postaneš zelo zahteven do svojega časa. Ne? Se pravi, da me dobiš na sestanek ali pa za neko stvar, vedno zelo tehtam. Ne? In je treba te ščite imeti. Iz tega vidika je bil meni všeč ta bolj star princip direktorjev s tajnico, ne? Ki pač na tajnica odbranila vse mogoče upadeke. In to, ja, da je nujen sestanek v predfazi, jaz mislim, da ni. Ne? Jaz mislim, da je prvo izpolniti nek skoraj formular ali pa se pogovoriti z nekim AI-jem ali kakorkoli, ki pobere informacije, da sploh vidimo, a gremo kam naprej. Sam tukaj pa problem, ker navada je železna srajca in v določene stvari ljudje mislimo, da morajo biti, da je tako prav, pa ni nujno. No. Zdaj, jaz bi tukaj vendarle opozorila, večina recimo nekih knjig, ki naslavljajo rainmaking, kakorkoli, v bistvu pa nimam pravega, opozarjajo, kako zelo pomemben je ta osebni stik z ljudmi. In da zaradi tega so sestanki v bistvu dobrodošli, ker se lahko bistveno več zmeniš, bistveno boljše se spogajaš, bistveno hitreje uveljaviš svojo voljo. Ne, jaz sem velik prijatelj sestankov. Jaz pravim, vodja mora biti predvidljivo dosegljiv. Se pravi, človek mora vedeti, da bo naslednjič z mano imel možnost komunicirati. Ampak ne vedno dosegljiv, pa pri sestankih je vprašanje, kako velika kohorta nas mora skupaj sedeti. Jaz mislim, da tisti, ki zraven sedi, mora biti pač takrat vreden, če ne gre pa ven. Ne? Tako. Seveda, nekaj je tudi tunga, ko mi kavico skupaj pijemo, pa tortice skupaj. To ni sestanek. To ni sestanek. Ampak ko imam pa jaz sestanek, je pa to in ta osebni stik, jaz sem res velik pristaš osebnega stika, sam ne pa to gre v firmah po 12, zelo daleč. Po 12 prisotnih pa se ti sanja ne. Moj rekorder je imel 16 sestankov naslednji dan napovedanih. Ne vem, jaz imam en sestanek, pa sem čisto zmatran na koncu. Pa ne morem več sestankovati. Če imam pa 3, sem pa za cel teden. Ne vem, jaz občudujem te ljudi, hkrati jih pa ne, ker vem, kaj pol tam delajo. In kaj je bil izkupiček recimo dela s takim rekorderjem? Iz 16 sestankov? Ne, tam ni. Veste, ljudje se vedno toliko spremenijo, kakor se hočejo spremeniti. In tukaj nismo imeli mandata, tukaj smo mi bili od firme, smo gledali nekaj drugega, pa je to samo neka stranska stvar. Ampak delo na temle, kar se zdaj pogovarjava, je v bistvu zelo podobno terapiji, zaradi tega, ker je treba naslavljati globoka prepričanja. Mi večina teh stvari delamo na neke avtopilote, ki so ugrajeni, in če delamo drugače, globinsko čutiš, da je to narobe. Ne? In potem to premagati mora biti izrazita želja posameznika, da si to želi v resnici premagati. To ne gre tako, da ti v nekdo predpisal,
pa bo to v to smer šlo. No. Tako. Gre pa za zelo bazične stvari, ki jih je treba ponavljati ne vem kolikokrat. Ne. Recimo, podjetnik ne hodi na dopust. Ne. Podjetnik, ki ne hodi na dopust, je slab podjetnik, ker je on postavil firmo, ki je v celoti odvisna od njega. To je tako, kot če ima mesto otroka, pa ne more pri nobenemu drugemu prespati. Ja. Pa sem nekaj narobe. Katastrofa. Ja, Ali pa da ne more zaspati brez tebe. ne more Si spati brez naredi- tega, da ga jaz ga čofam. Ne vem, ampak to je pri podjetnikih je isto.